Evo, elektromanija je udarila tudi v Subaru in prvi z novim hibridnim pogonom je Forester. No in preden me vprašate, ja, še vedno ima hud štirikolesni pogon SAVD, da še vedno lahko potem po brezpotih pleza kot kakšna koza. Obenem pa je postal še malce bolj učinkovit. Ampak preden se lotim tehnikali, lahko kakšno rečemo še o tej povsem novi generaciji Foresterja, ki je pri nas sploh še nismo imeli na testu. V bistvu je sploh še vozili nismo. Forester nikoli ni bil avtomobil, ki bi navduševal s svojim izgledom, ampak je svoje vrline kazal vedno drugje. In moram reči, da mi je tale spet zelo všeč. No, zadnji, ki mi je bil na uchu všeč, je bil pa tale. Prednje luči so tokrat LED, zadnje je takole zavihane, da je oblika bolj zanimiva, pač veliko bolj sodobno izgleda. Predvsem pa je bolj sodoben tudi tukaj znotraj. Ok, sredinski zaslon je imel že prej, ampak je sedaj večji, boljšo grafiko ima, bolj intuitiven je in tudi hitreje deluje. Ostalo je dokaj podobno kot prej, kar pomeni, da se še vedno sedi zelo dobro, še vedno je volan zelo prijeten, stikal ni veliko, tista, ki so velika in prijetna v rokah, materiali pa so tudi boljši. Mogoče še vedno niso na nivoju Toyota RAV4 ali pa Honda CR-V, ki sta obe odlični, ampak prav veliko zamer vidim, da ne bomo imeli, ker je vse skupaj mehko in res dobro izdelano. Pa medosje je daljše za 3 cm, zato je tamle zadaj za potnike nekoliko več prostora, prtljažna vrata pa so od tistih prej širša za kar 13 cm. V bistvu je tudi prtljažnik večji, kljub bateriji tamle zadaj. Bistvo tokratne premiere pa sliši na ime e-Boxer in to je prvič, da se je Subaru evropskim kupcem odločil ponuditi hibrid. Dvolitrski bencinski motor so spojili z majhnim elektromotorjem, ki svojo energijo črpa iz zelo majhne baterije. Ta ima kapaciteto samo pol kilovatne ure. Preden se začutite, tudi Toyota v Priusu in ostalih ponuja zelo majhno baterijo. Samo na elektriko se v bistvu prav dolgo ne boste vozili. Je pa po drugi strani že zelo majhna baterija dovolj, da avto ob vsakem mestnem zaviranju izklopi bencinski motor in ga potem spet vklopi ob premikanju in pri nežnem pospeševanju. Elektromotor pa obenem svojo energijo zalaga še ostale porabnike, kot je recimo klima. Takole v praksi lahko hitro povem, da je navora malce več kot prej, se lepo čuti, da avto bolj lahkotno in bolj tiho pospeši, skupna sistemska moč pa znaša 116 kW oziroma 158 konjičkov in 253 Nm je navora. Veliko glavnino seveda tukaj prinese bencinski motor. Po kratki vožnji težko povem, kakšna naj bi bila realna poraba, sploh, ker smo se tokrat vmes zabavali še na terenu. Mimogrede, na off-roadu je Forester še vedno kralj, brez težav premaguje hude klance in hude terene. Evo, takole je bilo in v bistvu smo se imeli zelo fajn. In kot celota je Forester še vedno vrhunski, v tej novi generaciji še veliko boljši, boljši so materiali, boljši je položaj za volanom, prostora je veliko več, zato mi je v bistvu žal, da se s to znamko pri nas kaj dosti ne dogaja. Skoraj da nič. Evo, še cene vam povem. 3 paketi opreme so na voljo, osnovni Forester bo vaš za dobrih 37 tisočakov, tisti z najboljšo opremo pa za dobrih 45. Tega črnega pa že zdaj me šparajo.